Katera je najbolj precenjena slovenska restauracija in zakaj? Mater je gost. Sem gorenc, sem bohran, nisem pa lopo. Ga mruknu. So izjemni kulinarični poznavalci, ki že vrsto let ustvarjajo in dvigujejo standarde v svetu vrhunske kuhinje. Njihova strast do gastronomije in nenehno iskanje popolnosti jih postavlja na sam vrh kulinarične elite. S svojim znanjem in izkušnjami vsakodnevno navdihujejo in mentorirajo nove generacije kuharjev. Včasih strogi, včasih striktni, vedno pa zelo zabavni. Z nami so Karim Merdjadi, Mojmir Šiftar in Luka Jezeršek. Dobrodošli v Pop Show. Malo sem na trnih, kaj nas čaka? Glej, jaz sem prav vesel, glede na to, da nas častiš, zakaj ne bi prišel, lej, krasen. Dajte mi povedati kot strokovnjaki, katero jed bi mogel vsak kuharski šef znati pripraviti do potankosti. Umešana jajca. Kar veliko umetnost je pripraviti zelo dobro solato. Jaz bi rekel praženo čebulo. Kaj vas pa v kuhinji razkuri do konca? Nož v umivalniku. Zato, ker nož je prvo in sveto orodje kuharja. In ga moraš tudi tako tretirati. V umivalnik grejo odpadki, umazana posoda in podobno, nikakor nož. Zdaj, eno je varnostno, ker je polno vode, ne vidiš noža not, se lahko nekdo ureže, tudi večkrat se je že zgodilo, je kri špricala in pa dela škodo nožu. Nož je treba obrisati, mora biti skozi čist in to je to. Recimo na nekem dogodku, da vemo, da sledi naslednji korak, nekdo zabluzi ali pa nekdo ni pripravljen na njega ali pa ko vemo, da moramo vsi to narediti, pa ne da od sebe. Mene pa predvsem, se pravi, nedoslednost, neupoštevanje tistega, kar smo se zmenili in pa nečistoča, nehigiena, pa standard. Rečemo, v našem poklicu je standard zelo pomemben. Se pravi, mi smo naredili neko recepturo, če pogledamo zdaj, mi rečemo tele napitke in smo mi zdaj to tuhtali 2 meseca in smo sestavili recepturo. In ta receptura zdaj drži. Potem ni več odstopanja. Mene ne zanima več njegova kreativnost in ne vem, kakšna filozofija, če smo se mi to zmenili, smo se to zmenili. In tak okus mora stranka dobiti danes, pojutrišnjem, čez 3 mesece, dokler časa imamo mi ta izdelek. In če se tega ne držimo, potem je težava. Če bi lahko preživeli en dan v kuhinji z enim kuharskim šefom, koga bi izbrali in kaj bi se od njega najraje naučili? A v kulinaričnem smislu ali v poslovnem smislu? Pa lahko eno ali pa drugo. Jaz, če bi imel to možnost, bi v poslovnem smislu bi se pogovoril s Pierre Herméom. Zame je bil že tako navdih, ker je princ makaronsov in tako naprej, ampak bolj izdelek me fascinira njegova zgodba v poslovnem smislu. Tako da bolj bi na to temo z njim govoril. Rebušon je eden od takih šefov. Z razlogom, ker je bil nosilec največ Michelinovih zvezdic, žal je zdaj pokojni, na svetu, kar pomeni, da moraš ti imeti znanje voditi imperij, te vse restauracije, ki so okrog in okrog sveta. Pa mogoče René Redzepi, kako je njemu ratal iz nekega čistega obupa na robu bankrota spraviti svojo restauracijo na najboljšo na svetu? A gledate televizijo? Seveda. Gledate Masterchefa? Seveda. Pogledate? Seveda. Ja. Vse. Seveda. Kaj pa kakšne reality šove, kaj tazga? Tisto pa moja žena gleda. Pa jaz moram gledati. Ona gleda, jaz moram gledati. Ti tudi gledaš. Tle ni kompromisa. Ona gleda in tudi jaz moram gledati. Vi trije greste v Masterchefa, kdo je absolutni zmagovalec? Jaz. Ker ne razumem. A je, da sem na tej strani pulta? Trije ste tekmovalci, kdo zmaga? Odvisen od izziva. In po mojem je to, Sledi vprašanje. in po mojem je to tudi čar Masterchefa, da moraš biti res vsestranski. Ja. Ker so določeni izzivi, kjer bi Karim naju scat pelal z Lukatom in pa obratno, čisto odvisno od izziva. Ampak Jaz bi na srčicah klecnil. Ja, in proti Karimu midva nimava šanse, če prijemo do sladkega dela. In zato je tudi ta čara, zadnji krožnik šteje. In Kar izzivov, ne? je. Se pravi, Smo že imeli ta izziv, veš, enkrat. Ste imeli? Aha, ni bilo še... Moj mir je še ni bilo, ja. Mystery box, odprli smo in smo se čohali. To bo zase govoril. Ja, Merdjadi, Ne, nisem zmagal, sej. Ne, to ni bila fora pol v tem. Ampak ja, Kje se vidite čez 5 let? V penzionu. Okay. na eni planini, ko bom pasel krave. Okay.
Kar jim je Ja, za 14 dni pride, na počitnicah meni. Ne, jaz čez 5 let imam veliko želj, ne, lovski spit narediti do konca, Okay. zvezdico prpet nase. Drugače pa tle, v Masterchefu, no. Še zmeri Masterchefu. Masterchefa zelo rad ustvarjam. Okay. Generalno, ko gledam recimo zdaj nazaj, 10. sezono, tu sem že ustvarila s Karimom, sem zelo vesel in ponosen, da sem del tega. Zelo lepo slišati in tudi po televiziji vas je krasno gledati. Hvala. Zdaj boš povedal, da čim manj pojem, kaj moram narediti. Ne, čakaj, če jaz kar vseh 6 probam, pa grem. Mislim, se ne veste, kakšne so vprašanja, ne? Ne vem. Ej, lahko bo, ne, preprosto pa boste to izstrelili brez problema, lahko pa. Igrica se imenuje Povej ali pojej. Jaz vam postavim vprašanje, vi ali odgovorite, ali pa poskusite to izjemno kulinarično mojstrovino. Spodaj se skriva listek, na katerem piše recept, ki ga boste mogoče tudi sami kasneje kdaj uporabili. Katerega slovenskega influencerja res ne prebavljaš? Med tistimi, ki jih poznaš. Zdaj, a ne? Tako, da ga ne bi prebavljal. Da, Koga sem že izbrisal, vej? Ne, ampak. Ja? Ni, ker sem... Vsak je svoj, enega bom probal, ne. V mater je gost. Pa daj, Luka, vzem nekaj. Što je dober. A je dobro? Izvrstna receptura, poslavo. Se ga gr potegnil, lej? Ja, nisem nad zajezdal. To zame izziv. Nisem nad zajezdal. Katera je najbolj precenjena slovenska restauracija in zakaj? Mi bi mogla imeti kontra vprašanje. Ja, bi hitreje bi odgovorila. Ja, bi hitreje bi odgovorila, ja. Čakaj. Lega, Luka. Ne, ni problem, saj študiram. Mi ni težave odgovoriti, ampak nobena ni precenjena, veš zakaj ne? Dokler ta je odprta, a razumeš, je nekdo, ki hodi tja. Ja, ampak po tvojem mnenju, katera je najbolj precenjena? Jo nimam. Ni nobene precenjene. Ne. Presežem me. Ta ima se mi dviga, ej. Zakaj? V kateri slovenski restauraciji ste nazadnje jedli in bili zelo razočarani? Nazadnje sem jedel v Penu, sam nisem bil, pri Mojmirju nisem bil razočaran. Da sem bil pa razočaran, pa mislim, da nisem jedel. Vse restauracije upravičijo neka pričakovanja. Ja, in grem s tem pričakovanjem, če grem v Beznico, vem, da grem v Beznico in imam drugačne nastavke v glavi, kot če grem, rečemo, k Luki, Mojmirju ali pa, ne vem, k enemu Michelinarju. So drugačna pričakovanja. In na ta način se tudi pol, in če grem nekam v eno Beznico, pričakujem tam, da bom to dobil in ne morem biti razočaran. V bistvu to se ti zgodi takrat, kadar imaš visoka pričakovanja ali pa ima neka restauracija hud marketing, sploh na socialnih omrežjih in potem ti prideš poln pričakovanj in potem dobiš nekaj, kar ti enostavno rečeš, pa je zdaj to. Pričakoval sem eno, dobil sem drugo, ne. Mojmir, s kom od znanih Slovencev ali Slovenk bi ostal v dvigalu? Z Davidom Orankarjem. Zakaj pa? Ker mislim, da bi veliko skupnih točk imela za pogovor. Okay. Vem, da imam tudi zelo rad ture. Mislim, da bi že o tem lahko govorila, dokler ne bi rešili. Kdo od dosedanjih zmagovalcev Masterchefa je najslabši kuhar? Zdaj boš pa odgovarjal. Ne, veš kaj. Verjadi, se ne boš. Problem je, ker ne vem, če se Karim spomnil. Mislim, najslabši kuhar, lej, zdaj ga mruknu. Kaj? Nič ne rekel. Uživaj. Hvala. Ta je dobra. Pa kar kombinacija, ne? Ta pa še na moj muzeljniku ne bi zrasla. Koliko je znašel najvišji znesek, ki ste ga osebno plačali za večerjo ali pa kosilo v tujini? Zdaj, največ sem na splošno za večerjo dal 650 evrov za dva. Ampak to je bilo v Sloveniji. To je bilo 19 hodov, ne? To je Zraven predstava. spremljava, vsak hod ima svojo spremljavo, pač mi dva žena so vzela brezalkoholno, ne? Tako da in isto, vreden vsakega centa. Tako po drugem hodu sem rekel, ne bo mi žal plačati, še kelnarju sem malo zraven. Tako da top zadeva, top izkušnja. Ne, jaz sem tudi tako, najdražji mi je bilo 350, Okay. pa vreden vsakega centa. Jaz po mojem med 300 pa 400, ampak tudi vredno. Ja. Kateri kuharski šef v Sloveniji je po tvojem mnenju precenjen?
Ne, ni ga. Ni ga spet predvsem. Ne, veš kaj je? Razmišljam, Kjer je najboljši šef na svetu? Ja, stari, ne moreš to Vsak odreči. ima. Ni. Tukaj Ko imaš toliko stilov, ko imaš toliko nekih, a veš? A ne vidiš, da imaš že kozarce? Ja, Ne. Kako je bilo vprašanje? Kateri kuharski šef v Sloveniji je po tvojem mnenju najbolj precenjen? Kateri kuharski šef v Sloveniji je pa najbolj inovativen? Zelo me je tako navdušil, ko sem bil pri njemu, je bil Filip Matjaž, kot. Pol Mojmir, na njega ne smem spustiti, dvakrat ali trikrat, tako kot sem bil pri tebi, dvakrat. V bistvu me je odnesel z sladica iz goveje juhe. Top, tako. A jo imaš rad ali jo ne maraš, jaz mislim, da srednje poti ni in jaz sem bil navdušen nad njo. Te dva zdaj na prvo žogo, no. Še nikoli nisem zapustil restauracije, brez da bi plačal. Niste? Moja, da ne. Dobro. Ne. Sem gorenc, sem bohran, nisem pa lopo. Še nikoli nisem dal boljše ocene na Masterchefu, ker mi je bil tekmovalec oziroma tekmovalka všeč. Kaj da? Ne, nisi. Če je tako. Nisi, Luka. Zato, ker ti je nekdo bil všeč, da je zdal boljšo ceno. Še nikoli nisem plačal kazni. Seveda sem. Pa ne samo eno. Ja, pozabil pa tako, ja. Mislim, kazen si plačal? Premetne predpise. Ja, seveda. Več ni. To imaš lahko posebej rubriko z njim. To smo pa ljudje, ne? Še nikoli nisem lagal svoji ženi. To je pa tako, a veš. Tako, sem pa nisem. Vmes je. Ja, veš, da si se, ne? Ja. Sad to ni laž, da se zmislil. Ja. Jaz sem tudi že veliko zmislil. Ampak da bi pa prav lagal, ne. A recimo, Dajmo da primer. sem Daj rekel, primer. da sem šel direkt domov, v bistvu sem šel pa vmes na pivo. A to je laž? Okay. Ja. To je laž, Pol smo. Ne, to ni laž. To ni laž, to je samo postanek do... Prideš do doma. To je tako, kot da bi šel na avtobus. Ja. Še nikoli nisem postokal oziroma pogooglal nekoga, preden sem se z njim srečal. Sem. Da nisem še. Ja, še nikoli nisem. A ja, sem. Koga? Če se spomnite. Ne, recimo tekmovalce greš pogledat, a ne? Aha, okej. Ja, Nam predstavijo tekmovalce, greš pogledat, to je pol recimo kakšnega od gostov. Ja. poslovni sestanek, ki Tako, ja. Mislim, vse to je Ja. tako. Rečemo, tebe konkretno sem tudi pogooglal, ne? Res, da skačeš iz vseh možnih aplikacij oziroma kva so te ven, ne? Ni treba veliko googlati, ampak sem te prečekiral. Hvala, da ste bili moji gostje, naši gostje. Tako da... Jaz sem mislil, da bo huj, ker si napovedoval si grom in Ne. vse živo. Ja. Vojno bar pravno. Ja. Ne vem, kaj tam sta kar srkali tisti sokec. Ne? Ti zdaj lahko odgovoriš verbalno ali pa s tem, da malo srkneš. Ne? Se to je tako kot gostila, ne? Ko se pogovarjaš, te nekaj vpraša, pa spiješ. Ne? Zakaj pa naj gledaš sklep? Ja, mislim, stari. Zakaj, Luka? Moraš pa vedeti, da sploh, ker si imel vprašanja o gostinskih vodah, smo kar povezani v Sloveniji. No. Mislim, da Fovšije že kar nekaj let ni v Sloveniji. Se je naredil Pa premik na res tem je, področju, smo vsi v isto smer gledamo, ne bomo pluvali drug čez drugega in to je to. No. Krasno je to slišati in sem dosti bolj vesel, da sem dobil zdaj tak odgovor, kot da bi dobil. Ja. Ja, imam jaz vprašanje zate. Se snema to še? Ne? Katerega influencerja pa ti ne maraš? En sok mu pa neste. Tvoja napaka je, da nisi bolj odvratnih sokov pripravil. Pa bi mogoče dvakrat razmislil. Samo ne vem, če je lahko še bolj odvratno. Kako pa ni več okusni. užitno, ne? Ja, ampak so pa okusni. No pa dejva. Ne, pa to so okusni soki. Okusni soki so, To ni, No, kar je bolj potegen. Naj te ne bo sram.